Tokratni pogovor smo namenoma posneli na drugi strani Medvoške knjižnice, kjer so zadnja 2 meseca potekala obnovitvena dela, ki so v zaključni fazi. Prav tu bi namreč moralo to soboto potekati uradno odprtje spominskega obeležja dr. Branislavi Sušnik ob 100-letnici njenega rojstva. V knjižnici pa bi se tega dne odprla razstava o njenih bivališčih. Tudi razstava se seli na svetovni splet. Sledeča izjava je bila posneta prav na dan, ko je morala knjižnica Medvode zapreti vrata, torej v petek 13. marca. Razmere so takšne v resnici, razmere seveda so resne, ampak so hkrati, se mi zdi, precej podobne tem, v katerih je ustvarjala Sušnikova. Tako da ne bom zdaj rekla ravno, da je koronavirus nekaj, kar je povezano z njo, ampak vendarle so tudi te kaotične razmere, neke nepredvidljive razmere, točno takšne, v katerih je v resnici ona raziskovala. S poznavanjem mednarodno priznane antropologinje dr. Branislave Sušnik smo v naši občini začeli že pred dobrega pol leta. Najprej konec oktobra s postavitvijo razstave v knjižnici Medvode, poimenovane Branislava Sušnik med vodami, in potem še novembra na domoznanskem večeru z etnologinjo dr. Marijo Mojco Terčelj in režiserjem Matjažem Žbontarjem, avtorjem filma Branka Šamanka. Konec februarja letos pa je Medvode obiskal in si ogledal tudi njeno rojstno hišo veleposlanik Republike Paragvaj v Sloveniji, dr. Juan Francisco Facchetti, ki je dr. Sušnikova, ki je umrla leta 1996, tudi osebno poznal. Izkazalo se je, da je Sušnikova v domačem kraju in v Sloveniji nasploh slabo poznana. V Paragvaju pa na primer po njej nosi ime tudi ena izmed ulic glavnega mesta in osrednji etnografski muzej. Mogoče to, kar mene osebno najbolj pri njej nagovarja, je, da je ona bila ena zelo zanimiva oseba, verjetno pravijo tudi ne prav lahka, bi rekla, za družbo ali pa za njene znance, hkrati pa izredno privržena znanosti. Skratka, zelo pomemben je bil ta cilj, vse pravzaprav je temu posvetila, namenila, in to se mi zdi fascinantno. Če upoštevamo, da je bila ženska, da je živela, da je torej rojena leta 20, da se je rodila pred 100 leti, da je to v tistem času pomenilo nekaj čist drugega, da je bila izjemna jezikoslovka, da je govorila vrsto jezikov, da se je naučila tudi indijanske jezike. Skratka, bila je ne samo poliglot, ampak hiperpoliglotka. To se mi tudi zdi izredno fascinantno. Antropologinja, jezikoslovka in raziskovalka dr. Branislava Sušnik se je rodila v Medvodah, zato obeležitve 100. obletnice njenega rojstva tako v državnem kot tudi mednarodnem okvirju pričenjamo prav v njenem rojstnem kraju, kjer bodo v soboto 28. marca, natanko 100 let po njenem rojstvu, zagnali poseben portal. E-razstavo v sodelovanju s Franciskom Tomšičem in Henrike Fondevič pripravlja Medvoška založba Malinc. Vemo, da se je Branislava Sušnik rodila v Medvodah, zato bomo začeli z Medvodami in potem bomo skušali orisati različna bivališča, ki si jih je sama izbrala. Se pravi, Medvodci ni sama izbrala, tukaj se je rodila, pač pa si je izbrala potem deloma sama tudi Paragvaj, izbrala si je različne jezike, ki jih je govorila, izbrala si je znanstveno delo, ki mu je bila izredno posvečena, in izbrala si je nenazadnje tudi bivališče v muzeju v Asuncionu, kjer je tudi živela. Se pravi, ni samo raziskovala in kjer je živela. In nenazadnje veliko je potovala, z njenim raziskovanjem je povezanih cel kup zelo zanimivih anekdot. Na portalu bodo postopno vsak dan z eno objavo v 30 dneh razprli pogled na metaforična bivališča Branislave Sušnik, njeno rojstno hišo, rojstni kraj, jezike, ki jih je govorila in preučevala, knjige in besedila, ki jih je napisala, pa tudi na podobe, obeležitve, spomenike, besedila in spomine, ki govorijo o njej. Na portalu bodo na ogled umetniška, antropološka, raziskovalna dela različnih umetnikov in raziskovalcev, ki so se v Sloveniji in po svetu ukvarjali z življenjem in delom Branislave Sušnik in so se odzvali povabilu pripravljavcev razstave. Branislava Sušnik je pač za nas tujka. In to, kar pravzaprav mi skušamo delati s temi našimi projekti, je, da jo nekako skušamo, da z enakimi orodji, ki jih je ona uporabljala, skušamo tudi mi tukaj delati, zato da bi jo ponovno vrnili sem. Zdaj, kako se bo vrnila sem, je seveda odvisno od ljudi. Ampak to, kar se meni zdi izredno zanimivo, je, da je v Paragvaju spomin na njo izredno živ.
In to, kar smo v bistvu dobili, te dokumenti, ki smo jih zdaj dobili, so zanimivi ravno zaradi tega. Ne? Se pravi, to, kar nas zanima v resnici je, kako spomin deluje, kako spomina v bistvu v resnici na nek način tudi ni mogoče prekiniti, čeprav se nekatere stvari zgodijo in se zgodijo z namenom, da bi ga prekinile, in kako v resnici ta spomin traja.